Lep pozdrav, ponovno. Z nekateri sem se danes že videl. Na nek način zaključujemo, pa bom poskušal zaobjeti današnji dan. Ko sem se odločil o tem, da bi prišli v Maribor, sem si želel, da imamo na agendi čim več točk, ki so tudi prioriteta naše vlade in ki smo jih tudi obljubljali že pred volitvami. Nekako polovico prioritet mi je uspelo spraviti do današnji dan. Nekatere stvari še pridejo. Zjutraj smo začeli na točki, ki se ji reče zeleni preboj in decentralizacija države. Potem smo nadaljevali z prehrano, tudi kmetijstvom, samooskrbo in sedaj se prihajam iz medgeneracijskega centra, ravno tako mariborskega, ker smo se želeli tudi srečati s starejšimi občani, tudi od njih slišati, kaj je tisto, kar oni na nek način pričakujejo. No in da poenostavim, ker mora biti malo heca, so mi pripravili tudi umetniške vložke, ki so se končali s cvenk, cvenk, cvenk. Ampak okej, taki smo ljudje in nič narobe s tem. Zdaj sem na področju kulture, ker ne nazadnje je Maribor ena velika prestolnica kulture in ima marsikaj za pokazati celi Sloveniji. In tako sem se prej hecal z direktorjem v resnici. Je kot neke vrste after party po zasluženem delovanju v preteklih tednih in Borštnikovem srečanju. Ampak bolj pomembno kot to je, da res želim poudariti, da ima Maribor ogromno za ponuditi in pokazati celi Sloveniji. In moj današnji obisk je ravno to, priznanje Mariboru, priznanje tudi regiji, zato da prepoznamo tiste projekte, tiste podvige, če hočete, na katere smo lahko vsi Slovenci ponosni. In verjamem, da bomo lahko nekatere od teh stvari zdaj samo še bolje razvijali v bodoče, predvsem pa, da bomo znali Mariboru vrniti en del tistega sijaja, ki ga je nekoč imel. Sam verjamem, da je edini razvoj Slovenije, pravilen razvoj, je policentričen razvoj in da vzhodnemu delu Slovenije manjka enakovredna prestolnica Ljubljani. In jaz si želim, da bo Mariboru to uspelo doseči v naslednjih letih. Mogoče ne v enem, mogoče v 2 mandatih, ampak nič za to. Mi imamo radi ambiciozne cilje. To je na kratko glede današnjega obiska. Če koga več zanima, kaj o obisku, prosim lepo vprašajte, pa prišparajte vprašanja na temo, ki niso vezane na Maribor, za na konec, prosim. Gospod Golob, danes pomembne del energetika, seveda konkretne rešitve nas zanimajo ljudje, ki bodo že jeseni verjetno dobili visoke položnice, kako boste to preprečili, kaj ste danes v bistvu že na Agenciji za energijo v tej smeri delali? Torej, res je, da smo se srečali z 2 skupinami energetikov, pogovarjali smo se o dolgoročnih razvojnih priložnostih, kjer definitivno to območje ima, sploh na področju proizvodnje iz obnovljivih virov, ogromne potenciale. Nič od tega ne pomaga jeseni. Jeseni bomo morali reagirati na druge načine. Kot sem že povedal, prejšnji teden smo oblikovali 2 delovni skupini, ki se bosta spopadli z draginjo, to je kratkoročna rešitev. Tekom tega meseca, do konca junija, bomo imeli večino odgovorov na vprašanja, ki ste jih zdaj zastavili. Lotili se jih bomo pa zaporedno, to pa že lahko povem, začeli bomo najprej pri nafti in naftnih derivatih, potem sledi električna energija in hrana in potem na koncu še plin. Zakaj? Ker v takem vrstnem redu bojo tudi ljudje približno bili soočeni z draginjo in se jih bomo tudi tako lotili. Do jeseni bomo imeli vse stvari že implementirane, ne samo, da bomo vedeli, kaj narediti, ampak bojo tudi že vpeljane. Bi pa rad poudaril, da prav v Mariboru se je pa zgodilo še nekaj drugega, za razliko od marsikaterega konca Slovenije, in to je, da ni dovolj samo, da zamejimo cene pri končnih odjemalcih, imamo cel del ali pa en velik kup zakonskih in regulatornih stvari, ki jih moramo nasloviti, če hočemo v velikih mestih tudi ogrevanje in pa preskrbo s toplo vodo dejansko, ki je na plin v tem primeru, ustrezno državno nasloviti. V prejšnji zimi tega ni bilo in ravno Maribor in Jesenice sta bila največja, če hočete, najbolj izpostavljena temu, tej draginji, to moramo preprečiti. Zato pa potrebujemo spremembo zakonodaje in tudi to že pripravljamo. Na kosilu ste se srečali z županom Arsenovičem, kakšen je vaš vtis o mariborskem županu, da boste morda odprli na županskih volitvah, da boste imeli svojega kandidata? Torej, zagotovo bo Svoboda imela svojo listo v vseh mestih, občinah, zagotovo. Glede kandidata za
Konkretne župane se še nismo pogovarjali, jaz sem danes se prvi srečal z županom, pogovor je bil sproščen, kaj več v tem trenutku bi bilo popolnoma prezgodaj. Pa je bilo to vaše kosilo z županom prijateljske narave ali Seveda. uradne poslovne? Ne. Župan je seveda imel s seboj celo listo projektov, kjer se da z državo sodelovati, nekatere je tudi predstavil. Velik del smo namenili na primer vprašanjem okoli energetske draginje, kot poudarjam, dejansko Maribor je bil zelo izpostavljen v prejšnji zimi in pogovor je bil sproščen. Bilo je delovno kosilo, kjer se srečamo, pogovorimo neobvezujoče, ne nazadnje ne gre za uradni državniški obisk, ampak na nek način moj obisk in to je to. Namen je spoznavni. Danes je bil namen spoznavni. Na eni strani mi se spoznamo z izzivi, ki jih vidi Mestna občina Maribor, mi predstavimo svoje poglede na nekatere naše prioritete v nadaljevanju in na koncu smo bili dejansko soglasni, da se bova očitno še pred novembrom vsaj še dvakrat srečala. Maribor je bil zelo izpostavljen tudi na zdravstvenem področju, UKC Maribor konkretno. Omenili ste že interventno zakonodajo na področju zoper draginjo, kako pa je za interventno zakonodajo v boju z epidemijo oziroma na področju zdravstva? Ja, dve področji danes tudi samih nisem obiskal, eno je zdravstvo, ker hočem imeti takrat zdravstvenega ministra ob sebi, in drugo so mladi. Tudi to področje še pride. Jaz verjamem, da bomo to še pred poletjem uspeli ponoviti, obisk tukaj, ampak s dvemi drugimi prioritetami. Zato ne bi hotel zdaj prejudicirati teh stvari. Dejstvo pa je, da je ekipa na zdravstvenem ministru na polno zagrizla ravno v to. Na eni strani v pripravo tako imenovane izhodne strategije za COVID, ki je povezana s tem vprašanjem, na drugi strani pa tudi interventno zakonodajo, ki naj bi pripravila temelje za reformo. Pričakujem, da bomo še v tem, do 15. julija oba zakona vložili v parlament. Zdaj tam nas čaka opozicija, upam, da bo vsaj na tej točki opozicija premogla malček razuma, da pa pri zdravstvu se pa ne bi hecali ravno za zavlačevanjem, ampak pustimo čas v čas.